Hej, kako ste? Evo, jaz se vam danes javljam v videu po dolgem času in sicer zato, ker opažam, da ko govorimo o času zase, da še vedno večina misli, da nima časa. Da večina, predvsem žensk, ker pač delam z ženskami, da večina žensk živi še vedno v tem prepričanju, nimam časa, pač zaradi vseh obveznosti, ki jih imamo, ne? Pa služba, partner, otroci, pa doma vse pošlihtati, pospraviti, skuhati, saj vemo, kak je. In na koncu ti zmanjka časa. Zakaj? Zato, ker si ga ne vzamemo, ker ne damo sebe na prvo mesto. In vidim, da živijo predvsem v tem prepričanju, da jim bo ta čas za njih vzel preveč časa. Ampak to sploh ni res. In jaz ti bom danes pokazala, da to ni res. Ker vsak ima toliko časa zase, da se lahko počuti bolje. Ker za tem namenom si tudi vzamemo čas zase. S tem, ko si boš vzela čas zase, se boš napolnila z energijo, boš dvignila svoje razpoloženje oziroma preprosto povedano se boš počutila bolje. In se ne boš več počutila izžeto, utrujeno, brez energije. Ampak bolje. Počutila se boš bolje. In čas zase, to zdaj ne pomeni, da moraš ti si vzeti pol ure ali pa 1 uro ali pa pa da moraš zdaj pa pol ure meditirati ali pa telovaditi ali pa iti na sprehod, če v tem trenutku tega ne moreš. To pomeni zgolj vzeti si tistih par trenutkov za sebe, da se počutiš bolje. In zdaj ti bom pokazala en način, ki te bo dvignil. In zato res ne rabiš veliko časa. In to lahko narediš vsak trenutek. In tega mi pa nihče ne bo rekel, da nima teh par trenutkov časa zase. To si vzameš magari, ko greš na WC, pa mogoče še potem malo dlje posediš in si predstavljaš in je to to. No pa da, ker gremo na primer, recimo, pa lahko kar zaprete oči in si predstavljate dogodek iz vašega življenja oziroma situacijo, ko ste se počutili fantastično, ko ste doživeli vso tisto srečo, radost, veselje. Predstavljajte si, če se da, tudi vključite vseh svojih 5 čutov. Kakšen vonj je bil takrat, kakšne barve, kaj ste videli, mogoče okus, dotik. In si predstavljajte. In verjamem, da ima vsak vsaj en tak dogodek ali pa osebo. In si to predstavljajte. Predstavljaj si to. Občuti, kot da je to tukaj in zdaj. Sedaj pa lahko odpreš oči. Kako se počutiš? Se počutiš bolje? Jaz verjamem, da kar žariš. Lahko je to, ne vem, ko si bila na morju, lahko je to, če imaš otroke,
otrok ali pa otroci, ko kaj rišajo, ali pa ko kaj ustvarjajo, ali pa ko so se rodili. Lahko je to dan, ko si spoznala svojega partnerja. In verjemi, če se boš tega spominjala, če imaš partnerja, boš naredila nekaj dobrega tudi za vajino zvezo. Ali pa, če nimaš partnerja, pa ziher si bila kdaj zaljubljena, pa se spomni, kako si se takrat počutila. Ogromno imamo teh trenutkov, samo spomniti se jih moramo. In to je taka simpel vaja, taka preprosta vaja. In ti priporočam, da res to delaš, ko se boš počutila slabo, pa se spomni na to, odloči se, glej, ok, zdaj se res slabo počutim, ampak v redu, to pa to se mi je zgodilo, ok, časa ne morem zavrteti nazaj, vse se zgodi z razlogom. Kaj lahko jaz zdaj ta trenutek naredim, da se počutim bolje? In si predstavljaj enega izmed najlepših dogodkov v tvojem življenju. Evo, in to je čas zate. To je tako preprosto. Jaz ne vem, zakaj si kdo ne bi želel tega časa zase vzeti. Ker imaš, pa pač ne greš na Facebook ali pa Instagram ali bilo kam scrollat, pa narediš to in ti ne bo vzelo časa. To je ena res tako preprosta vaja. Tako preprosta. In ti da toliko energije. Res se dvigneš potem in se počutiš bolje. Pa tudi, če si bolana. Kaj je bolezen? Če si do zdaj nisi znala vzeti časa zase in samo veš, kako je hudo, pa se zavrtiš v to vlogo žrtve, kaj se ti dogaja, pa kaj je lahko še slabše, in potem te doleti še bolezen. Bolezen je tista skrajni znak, ki ti ga da življenje, da si pa zdaj res vzameš čas zase, ker če si ga do zdaj nisi, te je življenje samo položilo v posteljo in reklo, evo, glej, zdaj pa si boš vzela čas. Zdaj pa ne moreš več druga delati kot ležati in si boš vzela ta čas zase. To je bolezen. In če že ležiš, itak, valjda, vse te boli, brez moči si, vse drugo ne moreš kot ležati, pa zapri oči pa si predstavljaj to. Pa boš videla, da se boš počutila takoj bolje. Vsaj malo bolje. In to naj vam bo cilj, kaj lahko naredim, da se počutim vsaj malo bolje. In bodite potem hvaležne za te trenutke, ki ste jih imeli v preteklosti in da jih lahko podoživljate zdaj. Pa veste, kaki dar imamo v resnici ljudje. Izkoristite to. Tu smo zato, da čutimo veselje in srečo, ne zato, da bi bili nesrečni. Vse situacije, v katerih se počutimo nesrečne, je samo pokazatelj, da moramo nekaj spremeniti, da to ni to, za kar smo mi tukaj. Zato se v tem počutimo slabo in moramo spremeniti situacijo. Iti v drugo smer. Oziroma iti preko teh svojih blokad, preko teh svojih vzorcev. Ampak to kdaj drugič. Na kak način si še lahko čist na kratko vzamemo čas zase. Recimo, ko kuhaš, pereš, likaš, zlagaš perilo, ne vem, bilo kaj delaš, sesaš. Kaj lahko narediš? Lahko si vklopiš muziko in zraven plešeš in poješ. Zakaj si ne bi naredila neka opravila zabavna zase in si s tem še vzela zraven za sebe čas? Fenomenalno. Pa že moj starejši otrok, ko on sesa, on ima večno slušalke na ušesih in posluša zraven muziko. Čist simpel. Pa jaz vedno, ko ne vem, pomivam posodo, zlagam perilo, jaz si vedno vklopim YouTube in poslušam ali kakšne videe
te pozitivne od raznih motivatorjev. Ali pa si vklopim muziko, pa zraven plešem, pa pojem. In se počutim potem fantastično. Dajte ta čas zase, torej k nekim opravilom, združite, ne rabite si posebej jemati, združite in se zabavajte. S tem boste tudi svojim otrokom, če jih imate, pokazali, kako je lahko vsakdanje opravilo zabavno, da ni muka. Potem, kdaj si še lahko vzamete čas zase? Ko se peljete v službo in domov iz nje, ste v avtu. Kaj jaz delam? Zjutraj pa začnem delati ob 5:30 ali pa ob 6. Pa si zjutraj, ko se peljem v službo, pa imam nekje 15-20 minut do službe, si govorim pozitivne afirmacije, celo pot vztrajam. Ja, včasih je že malo, ne bom rekla težko, ampak tak izziv. Kaj si naj povem? Pa se začneš govoriti in vse, kar ti pade na pamet, govoriš in se dvigneš, ali pa hvaležnost si govorite. Ko grem domov, pa lahko to zvečer ob 10, ali pa še bolj pozno, se sedem v avto, vklopim svojo najljubšo radijsko postajo, pa si naredim žur v avto, pojem, še malo migam zraven, če se da, pa pridem vesela domov. Itak, da sem zmantrana, itak, da me vse boli. Ampak zakaj bi mogla prijeti to jamranje, kak sem jaz Boga zdaj? Ne. Muziko si naredim, se nasmejim, pa sem vesela, da živim, pa da sploh lahko delam, pa da lahko imam službo, da dobim plačo, da lahko plačam svoje položnice. Ker konec koncev, če ne bi imela stanovanja, tudi položnic ne bi imela. Tako da sem lahko hvaležna za položnice, da si lahko plačam stanovanja, pa elektriko, pa to, ker to pomeni, da to imam. Če bi pa živela pod mostom, pa tega ne bi imela. In marsikdo nima. Ozavestite to, kaj imate v življenju. To je lahko vzpod. Pa si vzamete čas zase, na poti v službo in na poti domov iz službe. To sem vam zdaj dala par takih simpel primerov, ki jih ziher imate vsak dan. Če ste doma, če ste v službi, bilo kje. Eden od teh načinov vam zagotovo odgovarja. Drugače pa poiščite svojega. Napišite v Google, kako si naj vzamem čas zase, evo, pa boste dobili polno vsega ven. Ali pa na YouTube, če razumete angleško, super, napišite how to take time for myself, evo, pa vam bo vrglo milijon zadetkov, 100%. Iščite, raziskujte, ker boste s tem spoznavali tudi sebe, kaj vam najbolj odgovarja. Zdaj ni nujno, da vam moje metode vse odgovarjajo. Nekaj od tega poberete, kar vam je všeč, uporabite zase, prilagodite sebi. Lahko vam je bolj všeč kdo drug, hvala Bogu, samo najdite nekaj in nekoga, komur boste sledili, neke metode, nekaj, kar boste delali, da se boste počutili bolje. To je lahko čisto easy, čisto na simpel, ne rabite komplicirati. Vsak dan majhne stvari, z majhnimi koraki. Počasi se daleč pride. Super pregovor. Dajte si čas. Raziskujte sebe, kaj vam je všeč, s tem se boste spoznali. Če se ne čutite, da bi nekaj delali, pa ne delajte. Ali pa mogoče probate, da vidite, delate parkrat, ker včasih nam tudi naš ego se zoperstavi. Ne, kam bi zdaj ti šla? Tega jaz ne poznam in se alarm je vklopil, pojdi nazaj tja. Idi nazaj tja v jamranje, idi nazaj tja v pritoževanje, kak nimaš časa, bla bla. Samo zato, ker to naš ego pozna, ker mu je to znano.
In je to vse, kar je novo, je alarmantno. Kaj če pa se zdaj kaj tu zgodi? Poskusite nekaj narediti, pa delajte, ne vem, neko stvar, ne vem, dajte si neki izziv, delala bom to en teden, pa da vidim, kako se bom počutila. Najdite si način za sebe. Ampak res vztrajajte, ker nihče drug nima čarobne palčke v rokah, da bo rekel, ting, Daniela, zdaj se boš pa ti počutila od zdaj naprej srečno in zadovoljno in ne vem. Ne. To imamo samo mi sami. Imamo svobodno voljo. To pomeni, da imamo mi moč, mi se lahko vsak trenutek odločimo, kako se bomo počutili. Se odločimo, ali bomo spet jamrali, se pritoževali, kako ni časa, kako je vse težko, ali bomo to sprejeli in bomo naredili nekaj, da se bomo v tem trenutku počutili bolje. In bomo rekli, glej, ne, v redu, je kak je, ampak jaz se lahko zdaj v ta trenutek počutim bolje. In boste naredili nekaj za sebe. In si boste vzeli teh par trenutkov zase. Ponavljam, trenutkov. Ne ur. Ne si komplicirati. Imejte se radi, dajte si ta čas za sebe. In začnite gledati, kako se vam življenje spreminja na bolje. Spremenite svoje misli in spremenil se vam bo svet. To drži kot pribito. Uživajte, lep preostanek dneva vam želim. In se vidimo. Čau, čau.